Dober dan, dobro jutro. Prosim? Jaz sem z Trsta sem prišel, ja, z Trsta. Trst, kako, če je Italija? Ja, na nek način je Italija, Trst. Mislim, se da diskutirati, kaj je, ki ni. Mislim, hočem reči, eni so umirali za to, da bi bil Trst naš, pa ni Trst naš. Dobro, okej, geografsko je Trst Italija. Etnično, pa ne vem. Ampak smo tudi mi tam prav gotovo. Ja, seveda. Ja, tudi šolal sem se v Trstu, ja. Slovenske šole sem delal v Trstu, seveda, jih imamo, veste. Nimam univerze, ampak vse ostalo pa je. Ne, to samo povem, ker sem prišel enkrat študirati v Ljubljano pred mnogimi leti, pa sem spregovoril slovensko, pa so me vprašali, od kje ste pa videl Trsta? Wow, dobro govorite slovensko. Ne samo tako, da ja, vse šole sem naredil kako bi rekel, kljub temu, da živim v Ljubljani, jaz sem na nek način ostal in sem zamejc. Me razumete, zamejc? Ne zdomc, zamejc. To je nekaj popolnoma drugega. Kako bi rekel, zamejc je tisti, ki je od nekdaj tukaj, me razumete, kaj je ukoreninjenja, avtoktona pasma. Zdomc je pomke šel čez. Ne glede zakaj, ampak je šel čez meja. V mojem primeru je šla pa meja čez mene. To je ta istina razlika med... Ne, načelno, ja, absolutno, ne načelno, absolutno mislim vsaj, da sem levičar. Zdaj, zadnje čase malo zgubil to konotacijo, ker se mi zdi, da ne vem točno, kaj to pomeni. Upam, da boste vi danes to pogruntali, kaj to pomeni ta levica, ker smo imeli veliko levičarjev. Eden je celo predsednik države, ki smo mislili, da je levičar. Pa še nekaj, da ne bo nobenih dvomov. Jaz sem prišel študirati v Jugoslavijo. Leta 76, meni je strašno žal, ampak nam dol iz Trsta je bila prva Jugoslavija in potem je prišla še Slovenija. Ampak tako je to bilo in me ni sram za to. Ne razumemo, kako če sem organiziral, nič nisem organiziral. Ne, pa tudi nisem hotel biti v Jugoslaviji, ne. V Italiji sem bil, v Jugoslaviji ne. V Italiji sem bil član komunistične partije Italije, tako približno 12-13 let, vsa 70 leta pa 80. V Jugoslaviji pa nisem hotel biti član komunistične partije. Ker takrat mi je postalo jasno, da je fino, če je partija več ali manj v opoziciji. Ko pride na oblast je štala. Mislim, to plane je do zdaj vsaj tako. Mogoče boste pa vi ali mi drugače dorekli te zadeve. In ni bilo kaj organizirati, to je bilo pri nas takrat vse spontano. Ljudje so hodili na ceste spontano, manifestacije so bile spontane. Ni bilo treba nobenega priganjati nikamor, če me razumete. Mi smo sledili temu novemu valu eurokomunizma takratnega, ki je nekako prerezal ideološko vsaj z Moskvo. In mi smo bili nekako, mislim, takrat je komunistično partijo Italije volilo, mislim, župniki so volili to stranko. So videli v njej pravzaprav neko civilno gibanje še zraven, ki se je borilo za najbolj osnovne pravice državljanov. Tako da, prosim, me ne razumete? Čakajte, ne razumem tega vprašanja, če sem pel partizanske pesmi. Sve sem jih pel. Že takrat vse smo peli. Smo peli Ustala Primorska, smo peli Na Juri, smo peli Bella Ciao. Internacionalov tudi, čeprav zborovsko. In tudi danes pojem. Bolj malo, ni velik prilik, ampak pojem. Ja. Kako bi rekel, veste, v moji študentski sobi sem imel dva plakata. Na eni strani je bil Che Guevara, na drugi strani je bil Tito. In to je to. In človek postane komunist, ne samo jaz, tudi že pred mano. Ne razumete, zakaj je lahko nekdo postal komunist. Mislim, nekdo je postal komunist, ker je bil tudi oče,
in nono in stric. Tradicija. Nekdo je postal komunist, ker je dojemal Rusijo kot obljubo, Kitajsko kot poezijo in Jugoslavijo kot obljubljeno deželo. Nekdo je postal komunist, ker se je počutil zelo osamljenega. Nekdo je postal komunist, ker so ga vzgajali preveč katoliško. Nekdo je postal komunist, ker zgodovina je na naši strani. Nekdo je postal komunist, ker so mu povedali o Titu. Nekdo je postal komunist, ker mu niso vsega povedali o Titu. Nekdo je postal komunist, ker je bil prej fašist. Nekdo je postal komunist, ker je bil bogat, ampak je ljubil reveže. Nekdo je postal komunist, ker je bil tak ateist, da je potreboval novega Boga. Nekdo je postal komunist, ker ni več mogel in zmogel delati v fabriki. Nekdo je postal komunist, ker je hotel imeti večjo plačo. Nekdo je postal komunist, ker revolucija, ok, danes ne, jutri mogoče, po jutrašnjem pa ziher. Nekdo je postal komunist, ker smo vzklikali živel Marks, živel Lenin, živel Mao Zedong. Nekdo je postal komunist, da je razjezil fotra. Nekdo je postal komunist, ker je bil prepričan, da za njim stoji radnička klasa. Nekdo je postal komunist, ker ni našel nič boljšega. Nekdo je postal komunist, ker je vladala krščanska demokracija. In nekdo je postal komunist, ker ni več mogel prenašati tiste zablode, ki še vedno reče demokracija. In nekdo je postal komunist, ker je sanjal o drugačni svobodi, drugačni od tiste ameriške. In nekdo je postal komunist, ker je mislil, da je lahko srečen in živ samo, če bodo tudi ostali srečni in živi. In nekdo je postal komunist, ker je potreboval impuls proti nečemu novemu, ker je bil vsak dan pripravljen žrtvovati nekaj za to, ker je čutil potrebo po drugačnih moralnih vrednotah, ker je bil to mogoče samo nekakšen nov impuls, veličasten let, sanje, vzgib, sunek želja, da bi bilo vse drugače, ja, želja po drugačnem, boljšem življenju. Ne, brez objokovanj. Mogoče tudi takrat so mnogi razprostrli krila in niso bili sposobni letenja. Bili so le hipotetični galebi. In tudi danes se počutimo razdvojeni. Na eni strani ukaljupljen človek, ki se sklonjeno glavo premika in hodi skozi klavrnost svojih dni, na drugi strani pa galeb, brez nikakršne potrebe po letenju, ker so se sanje razblinile. Dve mizeri v enem telesu.